Pa bom vseeno prosil jaz sodelujoče, da mogoče kdaj med predavanjem samim, ne, tudi skočil v besedo, ko bomo prišli do kakih takih zabavnih tematik, v katerih lahko neke diskusije začnemo že med predavanjem. Sicer bom poskusil govoriti o nekih sodobnih, recimo temu, arhitekturah sistemov umetne inteligence nad podatkovnimi prostori, predvsem iz vidika, jaz poskušamo nekako zdaj uveljaviti izraz lokacijske inteligence, torej aplikacije sistemov umetne inteligence nad geoprostorskimi podatki. Nekako iz tega vidika bom poskusil zapeljati to predavanje. Zdaj, čisto na kratko o meni oziroma o nas. Prihajam iz laboratorija za geoprostorsko modeliranje multimedije in algoritmov umetne inteligence. Nekako je nas zdaj že v tem laboratoriju približno 36, nekaj študentov je vedno zraven, delujemo pa približno na tak način, da da želimo biti zelo blizu gospodarstva in aplikativnih raziskav, predvsem zaradi tega, ker na tak način imamo nekako stabilnejše okolje. Teda, v osnovi imamo nekaj strateških partnerjev, s katerimi res intenzivno sodelujemo in nam pomagajo na eni strani usmerjati tudi naše raziskave. To so podjetje Innova, Skylabs in pa IGEA, ki ga verjetno vsi poznate. Zdaj, temeljne raziskave na naših, recimo temu, raziskovalnih ki jih financiramo in pa zelo dosti tudi iz, oziroma zdaj po novem Arisa, zelo dosti pa tudi iz programov Horizon Europa. Aplikativne rešitve in aplikativne raziskave, ki jih skupaj s strateškimi partnerji potem nekako poskušamo spraviti v življenje, pa danes uporabljajo kar dosti nekih relativno velikih globalnih podjetij tule. Zdaj, v okviru tega predavanja se bom skoncentriral predvsem na naše aktivnosti, ki jih izvajamo znotraj dveh Horizon projektov in se nam zdijo nekako zanimive tudi za aplikacijo ali pa so v korelaciji z nekimi aktivnostmi, ki jih počnemo tudi v Sloveniji. Zdaj, prvi tak projekt je projekt Green.ai. Ta se ukvarja specifično s tem, kar je naslov tega predavanja, torej z implementacijo sistemov umetne inteligence nad podatkovnimi prostori z namenom, da v tem konkretnem projektu je fokus v tem, da na tak način poskušamo znižati energijsko ali pa izboljšati energijsko učinkovitost velikih sistemov umetne inteligence. Poleg tega je zdaj je v fokusu tudi samo deljenje podatkov skozi dataspace in pa razvijamo neke knjižnice za implementacijo tudi uporabniških rešitev. Zdaj, za namene tega predavanja je verjetno bolj zabavno piloti, ki nam usmerjajo čiste tehnološke rešitve. Ti pa so, teh pilotov pa je 6. Trenutno, mislim, prvi pilot se ukvarja s tem, da poskušamo napovedovati ali pa izboljšati obstoječe sisteme napovedovanja produkcije vetrnih elektrarn na Portugalskem, največjega električnega proizvajalca na Portugalskem, zato da se izboljša njegova uspešnost pri trgovanju z elektriko. Potem imamo en SME, ki se ukvarja z razvojem boljših sistemov za polnjenje električnih vozil. Ukvarjamo se tudi z sistemom za izboljševanje kvalitete vode med zalivanjem. En pilot je vezan na izdelavo škropilnih kart, torej temelji na tem, da razpoznamo recimo škodljivce ali pa neke bolezni, ki so napadle poljščine. Poleg same razpoznave kvalitete prsti in tako naprej, in na osnovi tega se izdela škropilna karta, ki se potem naloži na traktor, in ta traktor, ko se pelje po polju, točno toliko gnojiva
krupiva nanese na vsako lokacijo, kolikor je vnaprej predpisano. Potem se ukvarjamo z optimizacijo redistribucije električnih koles v Barceloni in pa imamo eno največjih španskih bank, kjer se pa ukvarjamo z fraud detectionom, torej z detekcijo sumljivih transakcij. Zdaj, konkretno piloti, ki jih razvijamo mi, so izboljševanje vode, izdelava škropilnih kart, kolesa v Barceloni in pa fraud detection na španski banki. Ostali partnerji, ki so pa tu noter, so pa tudi par zabavnih, predvsem na tehnološkem nivoju, torej na razvoju samega data spacea. Vodi razvoj Atos na razvoju umetne inteligence in pošiljanja modelčkov umetne inteligence okoli, pa Red Hat s svojim Kubernetisom in temi paketki, da jih pošiljamo okrog. Okay. Tak, v osnovi je to. Če imamo kako vsebinsko vprašanje glede tega, me prosim, kar vprašajte, če ne bom pa skočil na bolj tehnološki del. Osnova samega razvoja tukaj so podatkovni prostori. Podatkovne prostore v tem kontekstu res razumemo kot nek middleware, med različnimi distribucijskimi sistemi. Tu na desni strani vidite tako poenostavljeno arhitekturo referenčnega podatkovnega prostora, ki ga trenutno komercialno razvija, ga želi ponuditi uporabnikom. Zdaj, spodnje dve vrstici pa nekako nakazujeta, katere komponente, oziroma nakazujeta mapiranje med Atosovimi komponentami in komponentami, ki jih predvideva Gaia-X in pa International Data Space Association, zato ker želimo ohraniti to nekako skladnost samih arhitekture. Zdaj, kar se tiče data spacea kot takega, je fokus tega data spacea gotovo v nekem federaliziranem katalogu podatkov, ki so na voljo, oziroma storitev, ki so na voljo v različnih distribucijskih sistemih. Okrog tega federaliziranega kataloga se vzpostavljajo sistemi za management identitet in pa storitve za samo izmenjavo podatkov. Zdaj, storitve za samo izmenjavo podatkov vključujejo prodajo podatkov, sklepanje pogodb, tovrstnih zadev, management za identifikacijo userjev je tak, ki je lahko potem, ki definira userje in jih lahko uporabljajo vsi vpeti distribucijski sistemi. Zgodba pa je, da je vsak distribucijski sistem, ki je vključen v tak podatkovni prostor, povsem samostojen in sam odgovarja in skrbi tako za kvaliteto podatkov, kot za dostopnost podatkov in za cene, ki jih želi za svoje podatke dobiti. Tako je tak sistem zelo decentraliziran. Tudi nikakor v dataspaceu ni vnaprej predvidenih kakršnihkoli harmonizacije podatkov, kakršnihkoli standardizacije nad podatki. Pomembno je zgolj, da je federaliziran katalog vzpostavljen na tak način, da lahko po njem enostavno povprašujemo, pa ne mi kot ljudje, da brskamo proti njemu, ampak je vzpostavljen na tak način, da lahko algoritmično in z skriptami povprašujemo po podatkih in jih pridobimo glede na njihovo ali trenutno razpoložljivost ali trenutno ceno in karkoli takega. Znotraj tega projekta nadgrajujemo to generično arhitekturo podatkovnega prostora in jo integriramo z sistemom oziroma s platformo umetne inteligence. Pri tej nadgradnji nekako sledimo
ključnim konceptom, da bo to dogodkovno vodena arhitektura, ki temelji na Kafki. User management je del storitev podatkovnega prostora in vse komponente umetne inteligence nekako uporabljajo. Ta user management sistem, katalog algoritmov oziroma katalog podatkovnega prostora, poleg iskanja po podatkih, omogoča tudi iskanje oziroma identifikacijo algoritmov umetne inteligence za uporabo nad določenimi podatki. Ter tudi trgovina kot taka, ki je integriran del podatkovnega prostora, omogoča kupovanje tako umetne inteligence, kakor tudi podatkov sami. Zdaj, osnovna ideja delovanja je, da so vsi algoritmi strojnega učenja, recimo temu, objavljeni znotraj kataloga kot API, kot klasične storitve, ko kličemo specifičen algoritem umetne inteligence, mu podamo tudi referenco na podatke, nad katerimi želimo to strojno učenje izvesti, na kak način ga izvesti, pri čemer so seveda te podatki znotraj podatkovnega prostora, zato da se lahko potem algoritem podatkovnega prostora in storitve podatkov same med sabo dogovorita, na kak način se bo izvedlo strojno učenje, pri čemer je seveda ključen cilj tovrstnega dogovora v minimizaciji prenosa podatkov. In s tem, ko zminimiziramo prenos podatkov, si želimo nekako zmanjšati tudi energetsko zahtevnost velikih sistemov strojnega učenja. Zdaj, sami rezultat strojnega učenja je potem spet objavljen kot podatek znotraj podatkovnega prostora. Ta rezultat pa je lahko na eni strani bodisi nek generiran nov podatkovni produkt, ampak tudi sami modeli, če zdaj izvajamo učenje, ne uporabo modela, tudi sami modeli po sebi niso nič kaj drugega kot pa podatki, ki jih kot klasične podatkovne vire registriramo znotraj podatkovnega prostora. Zdaj, verjamem, da je bilo to precej, bom rekel, abstraktno ali pa recimo temu tehnično, pa bom poskusil predstaviti še en tak zabaven projekt, kjer pa nekako poenostavljeno arhitekturo, ker tam to zadevo z Atosom in Red Hatom še vedno razvijamo, tu pa že neko tako poenostavljeno arhitekturo, ki smo jo uporabili ali pa razvili kot nek proof of concept, koncepta tam uporabljamo že v resnih use casih. Konkretno tukaj se gre za spremljanje agroekoloških indikatorjev v vzhodni Afriki. Ideja, projektni je namenjen temu, da se nekako zanalizirajo obstoječe prakse, ki jih v Afriki uporabljajo pri gojenju rib, analizira se neke prepreke in nekako prepreke pri prehodu v bolj ekološke prakse in nekako poskuse razviti infrastrukturo, ki bi omogočala kmetovalcem, da prevzamejo mogoče malce bolj agroekološki pristop. Evropska komisija je zato namenila kar dosti denarja, da se razvije poleg samih orodij in pa Living Labu, ki skrbijo za prenos, rečemo temu, agroekoloških praks v dano okolje, da se poleg postavi tudi čist tehnološki sistem, ki omogoča sistematično spremljanje agroekoloških indikatorjev čez celotno vzhodno Afriko. In zdaj ta sistem sistematičnega spremljanja indikatorjev razvijamo mi. Zdaj, v celem tem kompleksu funkcionalnosti je dizajn samega sistema relativno preprost. Na eni strani razvijamo tako čisto back office aplikacijo, ki omogoča to, da zbiramo razne podatkovne vire. Te podatkovne vire seveda zbiramo prek recimo temu data konektorja, ki deluje
na podoben način, kot bi deloval data konektor bolj ali manj v vsakem standardiziranem ali pa blizu standardiziranega podatkovnega prostora. Teda imamo v bistvu en katalogec, ta katalogec podatkovnih virov, konstantno posodabljamo, konstantno vodimo in vsakič, ko želimo kakršenkoli nov podatkovni produkt zgenerirati, zberemo iz tega podatkovnega kataloga pač tiste podatke, ki so nam v danem trenutku na voljo in so nujni za generiranje podatkovnega produkta. Zdaj, ti podatkovni produkti so seveda shranjeni lokalno in distribuirani iz lokalnega distribucijskega sistema do dveh uporabniških aplikacij. Ti dve uporabniški aplikaciji ena je namenjena kmetovalcem, torej ribogojnicam in tako naprej, ena pa je namenjena samim kmetijskim svetovalcem, ki nekako poskušajo skupaj z kmetovalci v nekem sodelovanju preiti na agroekološko kmetovanje. Zdaj, poleg nekih podatkovnih virov, ki so globalni in so na voljo vsem uporabnikom, zdaj tu govorimo, mogoče satelitski podatki, spremljamo konstantno, mogoče vam na naslednjem slajdu, spremljamo, med podatkovnimi viri, ki jih uporabljamo, spremljamo satelitske vire, pobiramo podatke odprte podatke, predvsem glede finančnih parametrov, vezanih na plače, na razvitost države in tako naprej. Pobiramo bodisi iz Svetovne banke, nekaj zbiramo in podatkovnih virov. Potem povezujemo se z lokalnimi geodetskimi upravami, ki skrbijo za neke administrativne podatke znotraj tega in pa predvsem lokalne agencije, ali pa od njih pobiramo take podatke. Klasične, zdaj kaj pa bolj zanimivo, je pa to, da integriramo tudi specifične podatke za vsako kmetijo, in ti specifični podatki so lahko bodisi zbrani, bodisi z, senzorskimi sistemi, ki jih imajo ribogojnice že zinštalirane tam, ko vemo, da v Afriki tega se ni toliko dosti, zato želimo tudi senzorske podatke zbirati na razne take alternativne načine, recimo temu. Zdaj, ena ideja je, da če nimamo senzorja za pH, za merjenje pH vode, lahko kmetovalec sam gre pa zmeri pH vode z nekim lakmus papirjem, pa to. Po drugi strani imamo ali pa razvijamo taki framework tudi takih mehkih vprašanj, iz katerih lahko sklepamo na neke parametre vode, recimo obnašanje rib. Če ribe, recimo, se gibajo višje in segajo po vodo, lahko iz tega, po zrak, lahko iz tega sklepamo, da je nižja oksidacija in podobne zadeve. Te zadeve nekako zelo take mehke vprašanja, taka mehke meritve, recimo temu, kjer z vprašanje kmetovalcev o obnašanju, o obliki, o barvi, v takih zadevah razvijamo sam agroekološki indikatorje. Zdaj je res nekak tak fokus umetne inteligence, ki jo tukaj gor razvijamo. Sicer pa je ideja, da potem kmetijski svetovalec skupaj z ribogojcem nekako osnujeta postopek transformacije v agroekološko ribogojstvo, pri čemer se svetovalec nekako s spremljanjem skozi te senzorske sisteme, ki sem jih opisoval, ali pa mehke senzorske, satelitske podatke in tako naprej, konstantno spremlja delovanje delovanje ali pa obnašanje kmetovalca, pri čemer ga lahko, opozarja tudi predvsem s takimi predikcijami, recimo specifičnih parametrov vode, na morebitne nevarnosti, ki se bodo zgodile. Zdaj, slučajno se je zgodilo enemu sosedu od tega našega living laba, da so mu, umrle vse ribe, zaradi tega, ker je prišlo do zelo hitrega
padca, oksidacije v vodi in zdaj ta sosed je potem takoj dobil idejo, željo, da bi rad sodeloval pri projektu. Ampak ja, projekt je res usmerjen v zbiranje res velike množice podatkov. Zdaj čisto funkcionalnosti, ki so vezane na umetno inteligenco tu noter, pa so sama analiza satelitskih slik in pa pogosto, če govorimo o ribgojnicah, ki imajo neke male bazene znotraj posamezne stavbe, v kontroliranem okolju, potem imamo tam lahko kamere, pa iz kamer beležimo, kaj ribice delajo ali pa na kak način se voda giba, kakšni so indeksi, klasični indeksi kvalitete vode in tako naprej. To je ena stvar. Druga stvar, kjer delamo tu na nivoju umetne inteligence, je identifikacija različnih kritičnih dogodkov, torej kdaj se ribe nenavadno obnašajo, kdaj jih zna prihajati do pogina in podobne zadeve. In pa potem napovedujemo iz teh, recimo temu, mehkih, tudi dejanske indikatorje. Zdaj, konkretno tule so na slike trije konkretne živi laboratoriji, ki jih imamo trenutno postavljene v Afriki. Prvi je v Kisumu v Keniji, ki se ukvarja s tem, da želi razviti svoj sistem proizvodnje hrane za ribe, in pa potem nadzorovati obnašanje, pa optimizirati ta del verige med hrano in produkcijo rib. V Kinshasi in v Ugandi imamo integrirano ribogojstvo, kjer imamo relativno veliko produkcijo rib znotraj enega velikega laboratorija, kjer se ukvarjamo predvsem z optimizacijo samega delovanja, z zniževanjem stroškov povezanih z ribami, torej povezanih ali z hrano in z energijo, ki jo uporabljajo, z viri vode, ki jo uporabljajo in tako naprej. Želijo pa sicer razviti tako kombinacijo akvafonike, z integracijo ribogojstva in hidrofonike. Morda najbolj zabaven pa je zadnji, ta pa je v Morogoro v Tanzaniji, kjer pa se ukvarjamo z takim integriranim sistemom, kjer piščanci živijo nad ribogojnico in piščančki, ko kakajo, ti kakeci padejo v vodo, ki je potem hranilo za ribe in potem je potrebno zelo smiselno spremljati, kaj se dogaja z samo kvaliteto vode, zato ker ko so preveč fekali noter, gre lahko ta zadeva ven in se uporablja za gnojenje in škropenje, za gnojenje rastline. Teda, če pogledamo, ideja teh projektov je taka, da na začetku se ukvarjamo s hrano za ribe, potem se ukvarjamo z samo proizvodnjo, optimizacijo proizvodnje in na koncu porabo ostankov od ribe za proizvodnjo nove hrane. Teda imamo tak, recimo temu, relativno zaključen krožni sistem. Zdaj, sam problem te integracije podatkov za sisteme umetne inteligence, pa smo zelo je zelo prisoten tudi pri nas in v ene izmed preteklih nalog, ki smo delali, smo šli analizirati obstoječe podatkovne tokove, z namenom uporabe ali pa izvedbe sistemov umetne inteligence skupaj z podatkovnimi prostori nad našimi javnimi podatki in smo šli analizirati obstoječe podatkovne tokove, ki jih ima naša javna uprava, in smo zelo hitro ugotovili, tole na desni, kar vidite, je dejanski graf akterjev, ki proizvajajo podatke in uporabljajo podatke. In hitro smo ugotovili, da vsi v Sloveniji, ki
uporabljajo podatke od vseh, ki proizvajajo podatke. Vsi, ki proizvajajo podatke, uporabljajo od vseh, ki proizvajajo podatke. Tako da imamo res kar tak, bom rekel temu, ad hoc zgrajene podatkovne tokove, ki so se ustvarjali skozi čas na osnovi jasnih potreb, ki jih je specifičen organ kadarkoli potreboval, in na osnovi tega smo nekako osnovali neko idejo štirih use caseov, ki bi jih bilo smiselno implementirati znotraj podatkovnega prostora, mi dali zelo visoko dodano vrednost na nivoju Slovenije. Vsaj jaz osebno si zelo želim nekaj takega uporabljati. In sicer ti ključni use case so prvi je gotovo to, da imamo enotno dostopno točko, kjer bi bile registrirane vse storitve v obliki nekega podatkovnega kataloga, ki bi bil zelo dobro podkovan in recimo uporaben na tak način, da ga lahko jaz takoj zintegriram kot eno samo dostopno točko znotraj vseh mojih softverskih storitev ali pa rešitev, ki jih razvijam za umetno inteligenco. Če imam neko svojo aplikacijo, si želim komponento, torej konektor, rečemo temu, na to eno dostopno točko, da notri imam takoj znotraj vse podatkovne vire, ki katerikoli distribucijski sistem znotraj tega podatkovnega prostora omogoča. Torej vsak lahko registrira svojo, lahko uporablja. To storitev gre pogledati po podatkovnih virih, ne glede na to, kdo jih dobavlja, lahko gre pogledati, kaj se skriva v kakih podatkovnih virih, in reče, ne vem, ta del podatkov mene zanima, vsebinsko ta podatek, in se to si prinese to na računalnik za svojo lastno obdelavo pri sebi. Drug tak use case, ki bi bil tudi zelo koristen, je, da ko enkrat nas zanima, ali pa pričakujemo, da nas bo zanimali podatki, specifični podatki, dlje časa, lahko rečemo, da se prijavimo na spremljanje sprememb na podatkovnem viru. Ker ne vem, recimo, če se spremeni ena parcela, malo bi lahko mi dobili vsake toliko neko sporočilo, ki bi reklo, gledajte, do spremembe je prišlo na tvojem podatkovnem viru, ki tebe zanima, pojdi si, pa si zdownloadaj, ali pa si posodobi, ali pa prenesi samo spremembe, ki so se zgodile, ne več downloadati celotnega sistema, oziroma celotnega podatkovnega vira. Tretja stvar, ki bi bila zelo zabavna, je, da je stvar, kjer imamo danes eno serijo podatkovnih proizvajalcev, ki ne uporabljajo, ali pa ki nimajo sami pri sebi, ali pa niso zmožni vzpostaviti nekega svojega sistematičnega distribucijskega sistema. Milijon nekih študij izvajajo različni faksi, ki rezultirajo v nekem podatkovnem sloju, in ta podatkovni sloj se, ne vem, ali po projektu nekje zgubi, karkoli takega. Zelo smiselno bi bilo znotraj takega sistema nekje rezervirati tudi neki prostor, da se lahko distribuirajo podatki, ki so tako nastali. In valjda, če ti podatki dosegajo neke standarde, in pa zadnja stvar je pa, da bi tak sistem tudi sam po sebi omogočal kar hitro, v primeru, da bi bil uporaben, bi začel kar hitro omogočati tudi crowdsourcing, quality assurance nad podatki. Torej vsak, ki pregleduje podatke, ampak to je res organizacijska stvar, na kak način to smiselno upeljati, ampak bi bilo res fajn, da bi lahko vsak po nekem sistemu poročal morebitno napako, ki jo je odkril v podatkih, in bi na tak način imeli kar hiter lahko. Res veliko ljudi vključenih v čisti crowdsourcing quality assurance. Zdaj, toliko sem imel zapovedati jaz, tu je zdaj neka taka visokonivojska arhitektura, predvidena arhitektura tega sistema, o katerem sem zdaj na koncu govoril, pa mislim, da je to dobra točka
za diskusijo. Hvala za poslušanje. Zdaj pa prosim, da začnemo končno nekaj govoriti.